Z e-strukturami mi določimo oziroma grafično, matematično, če želite, prikažemo, kakšna so razmerja med posameznimi stavki v povedi. Se pravi, ena poved je navadno, recimo, če je zelo dolga, sestavljena iz več različnih stavkov in naša naloga je, da ugotovimo, iz koliko stavkov je sestavljena ta poved. In če so stavki v tej povedi med seboj v podrednem razmerju, to grafično prikažemo na način, da dodamo te poševnice, sleše, se pravi, ali na eno ali na drugo stran. Potem, če sta stavka v prirednem razmerju, zato uporabljamo plus. Najbolj varljivi so pa tele S-polovic. Namreč, kaj pomeni dejansko torej v E-strukturi S-polovic? Včasih se zgodi, da imamo recimo, torej, če si predstavljate dva stavka, oziroma če si predstavljate en stavek. In če v ta en stavek noter vrinemo še eno dodatno informacijo oziroma dodaten stavek, potem ta osnovni stavek razpade na dva dela. Zdaj, kako najlažje prepoznati, ali gre za S-polovic ali ne? Eno je, da ugotovimo pomen, se pravi, kako se stavki pomensko med seboj povezujejo. Drugi, en tak trikec pa je, da recimo, če imamo glagol, se pravi pomožni glagol je in glavni glagol, recimo je videl, bo ta pomožni glagol v prvi polovici, recimo rekel je in potem recimo vrinen stavek in potem v drugi S-polovic torej rekel. Se pravi, v eni S-polovic je pomožni glagol, v drugi S-polovic je glavni glagol. Tako boste najlažje prepoznali, če gre recimo za S-polovic ali ne. Potem pa imate tudi tukaj na tej desni sličici pripravljene različne oziroma predstavljene različne primeri, na kak način se grafično označujejo E-strukture. In kot vidimo, se pravi, v tem primeru gre za dva podredna stavka, tudi v tem primeru gre za dva podredna stavka, to torej označujemo s temi črticami. V temle primeru bi šlo torej za, se pravi, imamo dva priredna stavka in temu torej prirednemu stavku, prvemu delu, je podreden še en stavek. Opozorila bi vas tudi na to, da ko pišete oziroma označujete E-strukture, da postavite v različne nivoje te S. Bomo potem naredili še en primer, da bo mogoče malo lažje. Se pravi, glavni stavek je vedno na višji ravni, kot pa recimo potem stavki, ki mu sledijo. In zdaj, kako določiti S-strukture? Najlažje je, torej, da seveda najprej poved preberemo in potem označimo vse povedke, ker toliko, kot je povedkov v celotni povedi, toliko bo tudi naših S-ov. In če jih zdaj preštejemo. Slovenščina spada med tiste jezike, ki so za tujce pri učenju težki na začetku, ker je treba takoj vedeti, katerega spola je kateri samostalnik in kako se sklanja. Se pravi, v tem primeru imamo 5 povedkov oziroma povedano drugače, imeli bomo 5 S-ov. In kako se zdaj loti določevanja S-strukture? Kot že rečeno, moramo pogledati, v kakšnem razmerju so si stavki med seboj. In to bomo najlažje naredili na način, da si recimo obkrožimo veznike. In potem gremo od vsakega stavka posebej in ugotovimo, ali sta si stavka v prirednem ali podrednem razmerju. In gremo. Zagotovo v bistvu bo ta stavek, slovenščina spada med tiste jezike, glavni stavek, zato ker ne vsebuje nobenega veznika. Torej, slovenščina spada med tiste jezike. V redu, to je se pravi torej en S zaradi enega povedka. Potem imamo stavek, ki so za tujce pri učenju težki na začetku. Vemo, da je veznik ki podreden veznik, navadno za prilasko odvisnik. Zato je ta stavek podreden temu, kar bomo označili s tem slešem in potem zopet enim S-em. In zdaj gremo naprej in opazujemo ta dva stavka. Torej, ker je treba takoj vedeti, zdaj na kateri stavek se ker je treba vedeti nanaša, na prvega ali na drugega. Vidimo, ki so za tujce pri učenju težki na začetku, ker je treba takoj vedeti, ker podreden veznik in sicer podreden veznik oziroma podreden stavek temu stavku. Naredimo zopet ta slash in še en S. Potem imamo, katerega spola je kateri samostalnik. Ta veznik, kateri je samo daljša različica veznika ki, zopet podredni veznik, in se nanaša na ta stavek, ker je treba takoj vedeti, katerega spola, torej kaj je treba vedeti, katerega spola je kateri samostalnik. Gre zopet torej za podredje, kar označimo spet s tem slashem in enim S-em. In potem nam je ostalo še in kako se sklanja. Veznik in je večinoma torej prireden veznik.
Pazite tudi, da če pred tem veznikom in stoji vejica, potem bo zagotovo ta del ali ta del predstavljal S polovic. Če bi bila pred tem veznikom in vejica, ker to pomeni, da bi bil potem to urinjen stavek. Torej, ampak v našem primeru vejice ni, gre za priredni veznik, ki uvaja torej priredje in kako se stanja. In potem torej na tak način so potem zapisane tudi rešitve v maturitetni poli. Mogoče pazite, da tale slash malo podaljšate, da se res vidi, da so sestavki med seboj v podrednem razmerju in vidite, kako so po posameznih nivojih označene ravni stavkov.